Kdo dela?
dan. Ja, kot ste slišali, smo se miselno preselili na drug konec Slovenije, oziroma natančneje v Prekmurje z Montijevim Čardašem. Na kitari Matic Molnikar ter Klemen Bračko na violini. Mislim, da si zaslužite še en aplavz. Prav Prekmurje je tudi rodna gruda vsestranske profesorice, doktorice Mateje Gaber, ki je danes v tej uri v moji družbi in tudi v vaši, ne nazadnje. Če povem, da je lektorica in predavateljica nemškega jezika na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo ter na oddelku za umetnostno zgodovino, bo vsekakor premalo. Mateja Gaber je častilka estetike tako v gledališču kot v literaturi, baletu, operi, glasbi nasploh in nenazadnje v likovni umetnosti in arhitekturi. Je tudi velika poznavalka Mine Zengerjev, ki so nekakšna paralela francoskih trubadurjev. Skratka, intelektualka od glave do peta, ki pa se ne zapira, da ne bo pomote v kakšen slonokoščeni stolp. Če je Bog v Cankarjevem kurentu nasul veliko bogatstva na to zemljo, Mateja nasuje številnim generacijam študentov svoje znanje. In ko smo že pri bogastvu te zemlje, naj dodam, da se bomo v tej uri pogovarjali o njenih spominih, ki jih je opisala v svojem literarnem prvencu Svet kot iz škatlice vzet, kjer v felinjevsko nedolžni maniri v prebliskih skače v rodno Mursko Soboto, pred nas pa se naslika freska Prekmurja, Ljubljane in nenazadnje nekdanje države Jugoslavije v 70. in 80. letih prejšnjem stoletju. Da pa ne bodo spomini naivno obtičali v preteklosti, se nenehno vrača tudi v sedanjost. Torej, začniva prvi krog teh vprašanj, ne se bat, ni to kakšno soočenje, tako da ne bo bolelo. Predstavljam si, da je svet kot iz škatlice vzet lep svet z malo skrbi, življenjski robovi še niso oguljeni. Zdaj, otroški spomini v slovenski literaturi so pa nemalokrat vedri. Vi ste se temu zoperstavili že z naslovnico, z naslovom. Zakaj tak naslov? Predvsem sem zelo pozitivna oseba in tudi naslov ne more biti drugačen kot pozitiven. In če je to škatlica, je to nekaj ljubkega in je že zaznamovano s tem, da je prijetno. In morda sem imela srečo, da sem odraščala v družini, kjer mi je to vedrost omogočala. Imela sem starše in širšo družino, ki me v ničemer niso omejevali. Sicer to ni bila permisivna vzgoja, da je bilo dovoljeno vse, ampak vzgoja, kjer sem lahko počela karkoli sem hotela, če pa sem se za kaj odločila, sem morala pa seveda za to prevzeti odgovornost. Lahko sem igrala klavir, če ga boš končala. Lahko se vpišeš na francoščino, če boš hodila do konca. Tako da to je bila neka neomejena, pa vendar odgovorna vzgoja. In ta škatlica, mislim, da ima vsak človek neko škatlico v sebi, vsak zbira svoje spomine, seveda je pa ta škatlica za vsakega drugačna. Isti dogodek pa ga drugače doživljaš in drugače spravljaš. No in tako je nastal ta naslov, se pravi moji spomini, ki sem jih leta nezavedno nosila v sebi, potem pa je prišel tak čas, da sem morala to tudi zapisati. Pa vendar, te vse spomine ste dolg časa spravljali zavedno, nezavedno v to škatlico. Kdaj ste prvič opazili to škatlico, jo pobrali ter iz nje vzeli vse te spomine ter jih tudi zapisali? To je bilo pred 2 letoma, ko se je svet ustavil in če se svet ustavi za vse, si predstavljaš, da se lahko ustavi tudi zate. In bila sem med prvimi obolelimi za COVID-9 v bolnišnici in pred tem, ko sem čakala, da grem v bolnišnico, sem videla, da se ta svet lahko konča tudi zame in to bi bilo škoda. Mislim, ne, bilo bi itak škoda, ampak škoda bi bilo, če ne bi tega potem zapisala, da bi potem otroci vedeli, odkot prihajajo, kam se lahko umestijo, pa oni še vedo, ker so vzgajani tako, ampak vnuki in pravnuki pa ne bi potem več vedeli, kaj vse je njihova prababica počela, naprimer. Zato se mi je zdelo prav, da zapišem, ker zapisana beseda ostane. Smo le na filozofski fakulteti, a ne? In
To je za nas pomembno. Tako je, zdaj bomo pa sopet iz filozofske fakultete, vrnili se bomo malce v to kotlino ljubljansko, ampak gremo še malce v Prekmurje, tako kot smo tudi začeli ta pogovor, oziroma natančneje v vaše rodno mesto Mursko Soboto, zato predlagam, da tukaj ostanemo. Zakaj Sobota in ne Murska Sobota? Ja, to pa vejo samo Sobočanci, ne? Sobočanci smo doma iz Sobote. Madžarska je imela več sobot in ena od teh je bila tudi Mura Sombat, se pravi kraj Sobota ob Muri. In potem je, ne vem kdaj, v 70-ih letih se je začelo kar naenkrat govoriti, da gremo v Mursko. Ne gremo v Mursko, to so Ljubljančani začeli govoriti in potem so tudi Prekmurci dobre duše, da bi ustregli slavom, kot smo jim rekli, začeli govoriti, mi smo pa iz Murske, mi smo iz Sobote, tako kot si iz Loke, kot si iz Gorice, nisi iz Škofje, pa nisi iz Nove, a ne? In mi smo iz Sobote. Tako da prosim, da vsi uporabljate Sobota. Danes smo 24. maja, jutri pa že nastopi 25. maj. Že lep čas nazaj, natančneje v osnovni šoli, bi lahko... No, to ni toliko časa nazaj. Bi lahko Mateja postala jugoslovanska zvezda, kje pa se je dobesedno zalomilo. Poslušajmo odlomek. Mislim, mi smo bili tako v Soboti vsi zvezde, ne? Razen jugoslovanska, pa res nisem bila. Ko je bil točno 25. maja zvečer neposredni televizijski prenos iz Beograda, smo vsi sedeli pred televizorji s 6 gumbi. 2 za Slovenijo, 2 za Hrvaško in 2 za Avstrijo in občudovali veščine mladine iz vse Jugoslavije, ki je po vzoru korejskih, kitajskih in podobnih prireditev z množico ljudi, ki so telovadili in izvajali vnaprej naučene gibe za zapleteno koreografijo, pričarala slike iz naše slavne zgodovine. Kar naenkrat se je pojavila peterokraka zvezda in potem Triglav in Srb in kladivo in jugoslovanski grb in grbi republik in tako zaželeni napis Tito. Množica na stadionu je valovila, tisti spodaj zaradi vaj, ki so jih izvajali, tisti na sedežih pa od zanosa. Valovili smo tudi mi v domačih foteljih in kavčih. Najbolj se spomnim glasbe Zemljo moja, ki jo nekateri proglašajo za neuradno himno SFRJ, in če se jo kdaj po nesreči zavrtim, tega danes sploh ne rečemo več, ker na YouTubeu res ne moreš zavrteti glasbe, potem mi stopijo solze v oči in prikličajo vse štafete, občinske in zvezne, še zlasti pa nastop na beograjskem stadionu, na katerem bi morala biti, pa je bil namesto mene nekdo drug. Vsako leto so namreč po vsej Jugoslaviji izbrali šole, ki bodo nastopile na zaključni beograjski prireditvi ob dnevu mladosti. Bila sem v pravem trenutku na pravem mestu in Mursko Soboto, drugo šolo, s tem pa tudi mene, so izbrali, da nastopimo pred tovarišem Titom. Kakšna čast je bila to. Čast, ki se nikoli ni udejanila, ker sem se enkrat med vajami poškodovala nogo in me tik pred zdajci nadomestil sošolec. In kar je bilo najhuje, ko sem na to 25. maja spremljala nastop v Beogradu, je televizija od blizu, čisto od blizu, kazala sošolca, ki je zavzel moje mesto. To pomeni, da bi me videl Tito, ko bi se ogledoval posnetek. Videla bi me mami in tati, videla bi me vsa Jugoslavija, vendar mi ta slava ni bila dana in še zdaj štejem to za veliko izgubljeno priložnost v svoji zgodovini osnovnošolskih podvigov. Ne glede na to, pa smo takrat vsakega 25. maja bili polni idealov, uresničljivih želja in prepričani v lepo prihodnost. Mi smo bili najpametnejša, najboljša nacija, ki igra najboljši fuzbal, samo nam sudije ne daju, bili smo srečni. Tega danes ne morem z gotovostjo trditi. Ja, zdaj kljub temu, da je spomin boleč za vašo nogo, pa ne nazadnje tudi za mladostniško vnemo, gledate na te čase, v zadnjih vrsticah smo lahko slišali in tudi ne nazadnje prebrali, na te čase gledate z nostalgijo. Bili ste, kot pišete, najpametnejša, najboljša nacija, ki igra najboljši fuzbal, samo sudje nam ne dajo. Odlomek zaključujete, da tega danes, torej da bi bili najpametnejša, najboljša nacija, ne morete z gotovostjo trditi. Kdo so danes te sudje, ki nam ne dajo? Ja, po moje je, za nas je bil sudija Tito, ne? Zato smo lahko bili najboljši. Danes pa verjetno je vedno obdobje, v katerem živiš neke vrste sudija. Sistem, ki ti določa, kaj lahko počneš, kako naj misliš, o čem razmišljaš.
Mi smo verjetno to tudi imeli, sam se tega nismo zavedali, ne, da je pač naše razmišljanje bilo omejeno, ampak v tem omejenem razmišljanju smo vendar bili prepričani, da smo najboljši. In kaj je boljšega za človeka, kot da ima ta občutek samozavesti, da si dober, da ti tudi en Karl-Heinz Rummenigge, ki da gol, ne more podreti tvoje te, kako bi rekla, te tvoje prepričanosti in te tvoje samozavesti, ki smo jo imeli. So bili pa res časi, ki so bili predvidljivi, zato si lahko bil ponosen nase, mi smo le zmagali vojno, mi smo bili tako kot Američani in Sovjetska zveza, kdo se lahko kosa z nami, a ne? Ohranili smo jezik, ohranili smo kulturo in tukaj se mi zdi zelo pomembno, ohranili smo jezik in smo bili na to ponosni. Povedala bom eno anekdoto, ki sem jo prebrala v Jani pri frizerju. Ne vem, če drži, tako da virov ne bom navajala, samo Jana. Baje, da je Churchill, ko se je začela druga svetovna vojna, zbral ob sebi generale, profesor Nečak, ne me tako gledati, dobro, da imate očala, mogoče, ampak to je anekdota torej iz Jane. In potem je rekel, zdaj pa potrebujem denar, da se bomo lahko zoperstavili Hitlerju, kaj boš dal ti, ta minister to, in ko je prišel do ministra za kulturo, je rekel, jaz lahko dam to, ki je rekel, ne, ti pa ne boš dal ničesar. Zakaj se vendar borimo za kulturo in za jezik? Tebi bomo dali. In to se mi je zdelo tako pomembno in smo tudi takrat živeli v tem prepričanju, da imamo to veliko kulturo, ki nam nihče ne more vzeti, ne jezika, ne kulture in to se mi je zdelo prima. Ampak danes ne nazadnje živimo v podobnih časih, ko nam politiki govorijo, da smo v samem vrhu gospodarske rasti po okrevanju. Meni govori samo doma moj mož, govori mi dekanja, kaj naj počnem delodajalka in to je to. Zapisali ste še, da ko slišite pesem Zemljo moja, da vam stopijo solze v oči in prikličajo vse štafete. Kakšnega okusa so te solze? Te solze so grenko sladke, grenke zato, ker so to časi, ki so minili, in sladke pa zato, ker so bili to lepi časi. In verjetno so bili lepi pa zaradi tega, ker smo takrat bili mladi. A ne vsi govorimo o tem, kako so lepi stari časi, ampak to govori vsaka generacija, ko se spominja časov, ki so bili. Lepi so bili zato, ker smo bili mladi in smo imeli ideale. Ko bom pa starejša, bom pa verjetno govorila drugače. Sledi še en nostalgičen spomin, tokrat na cigane, kot opisujete. Cigani so bili stalna populacija na drugi šoli. Cigani so čardaš, cigani so melanholija in cigani so otožnost do neba. Cigani so bili za mnoge učitelje na drugi šoli tudi nadloga. Cigani so namreč ugovarjali, cigani niso naredili domačih nalog, cigani niso prišli k pouku, cigani so se pogosto držali zase, a če jih gledam za nazaj, zdaj, ko sem vpeta v tempo vsakdanjega življenja, jim zavidam za nazaj. Kajti cigani so si vzeli svojo svobodo, ki jo imajo v sebi že od pamti veka in ki je ne čas, ne druga šola nista mogla kratiti, kaj šele dozeti. Cigani so moja mladost. Nase me še vedno spominjajo, ko prelistavam staro spominsko knjigo iz osnovne šole, kjer so najbolj carski verzi in najbolj originalna ljubezenska izpoved. Takole je zapisal Jožek Horvat iz Pišče. Matejka sedi na kamenu, drži pušku na ramenu, s levom rukom pismo piše, z desnom rukom suze briše. In zdaj akrostih. Ti me pitaš, koga volim, evo da ti odgovorim. Beri prva slova, evo odgovora. Tebe pride. Da je Jožek pisal v srbo-hrvaščini, ni bilo nič nenavadnega. Mi smo takrat na drugi šoli razumeli vse. Prekmursko, knjižno slovenščino, ciganske izraze, malo nemško, malo mačarsko, srbo-hrvaško. Mi smo bili skoraj jezikovna Evropa v malem. Še Prleke in Štajerce onkraj Mure smo razumeli, čeprav smo vsak zase ostajali v varnosti domačega narečja. Šele po mnogih letih sem ugotovila, da v Jožekovi pesmi pišem z levo roko, čeprav sem desničarka. Ali je Jožek mislil, da je bolj pomembno, da si skrbno obrišem solze, kot pa napišem pismo, ne bom nikoli izvedela. Če pa pomislim na dejstvo, da cigani dolga stoletja niso zapisovali svojih misli, pesmi in zgodovine, baje jim je vse zapisano sproti pojedla koza, pa moja pozicija rok kar naenkrat dobi smisel. Kaj ti bo pismo, če ga bo itak koza pojedla? Pomembne so solze, žalost, strast. Dajmo razčistiti zavedno. Kdaj so Romi cigani in cigani Romi? Če ste v Soboti, so tam cigani. In s tem ne mislim nič slabšalno, pejorativno.
Ko bi pa pisala nek članek, kot bi pisala profesorica Ljuknečak, bi pisala o Romih, verjetno, a ne? Ampak reči cigan v Murski Soboti ni diskriminatorno. In torej, zame so ostali cigani. Če rečem Rom, je to nekaj drugega. Je to nek človek, ki ga raziskuješ, ki o njem pišeš in tako. Ampak moji sošolci, to so bili cigani. In tudi noben ni rekel, da je tukaj narobe z njimi, a ne? Pa tudi Miklošič je pisal o cigojnar, a ne? Tako da, če tako pomembni osebnosti pa vendar lahko zaupamo, a ne? Cigani so nedvomno velika kulturna, morda tudi včasih bistvena kulturna obogatitev prekmurske okolice, pa odlomek vendarle zaključujete, da so pomembne solze, spet smo pri solzah, žalost in strast. Kakšen je odnos ciganov do teh pojmov? Mislim, da oni vse te tri besede res živijo. Ko sem nedavno bila v Murski Soboti, sem se potem srečala s sošolcem iz osnovne šole, pa pravi, prinesel sem ti en seznam vseh osnovnošolskih sošolcev. In mi ga sprašujem, kaj pa je s tem, kaj pa je s tem, in potem pridemo do nekega cigana, sem, kaj pa je z njim? Njega so pa bujili, njega so pa ubili. Kako? Pa mislim, oni še nekako imajo znotraj te skupnosti, to taljonsko pravo, torej strast jih požene v boj, karkoli, in dva od sošolcev ciganov sem zgubila na ta način, kar se zdi zelo veliko, a ne? Oni to dojemajo v bistvu kot nek življenjski krog, umreš na kakršenkoli način, pač enkrat moraš umreti. Ja, umreš na kakršenkoli način, vendar je pomembno, kako umreš. Meni se tukaj zdi neka paralela z to Valhalo in srednjim vekom, a ne? Cigan nikakor ne sme umreti v zaporu. Najhujše breme zanje, če je zaprt, če nima te svobode. Tudi če ničesar nima, ima sonce, ima veter, ima dež, karkoli. Tako kot nek viking, nek nordijski borec ni smel umreti drugače kot od meča, a ne, ker to ne bi prišel v Valhalo. In mislim, da cigan ne pride v ciganska nebesa, če umre v zaporu. Tako da ni čisto vseeno, ki umreš. No, ko smo že pri svobodi, pa vprašam, kdo je svobodnejši? Cigan, ki se ukaluplja v okolico, ali Slovenec, ki sprejme cigane take, kot so? Jaz mislim, da nobena od teh izjav ne drži. Cigan se ne ukaluplja v okolico in noben Slovenec ne sprejme čisto cigana. Ampak sožitje je možno vse. Sožitje je vsekakor možno, ampak če pogledate zgodovino, kadarkoli je bilo kaj hudega v svetu, vedno so nastradali Židje in cigani. A ne? Vsi ti pogromi vedno so bili krivi za karkoli se je zgodilo v svetu. A ne? Tako da mislim, da tle je vse to z rezervo. Jaz imam čisto dušo, jaz jih imam rada tako kot vse ostale ljudi. Kako pa oni dojemajo to funkcijo dežurnega krivca skozi celotno človeško zgodovino? Z žalostjo, strastjo in solzami, tako kot smo prej rekli. Še za hip postojimo v Prekmurju. V Prekmurju predelali smo namreč odnos do nekdanje države, ustavili smo se še pri ciganih, sedaj pa še za mnoge včasih tudi najtežje odnos do sebe, sosedov, najbližjih. Beseda je vaša. Mama je Karčija pri 2 letih pustila pri babici, sama pa je v 20 letih prejšnjega stoletja šla s trebuhom za kruhom v Južno Ameriko. Verjetno z istega pomola, kot so v preteklosti odhajale Aleksandrinke, in zadnji pogled na domačo zemljo je pripadal pogledu na Trst, ki pa za Prekmurce niti ni tako domača zemlja. Morje je vendar tako daleč in govorica je tako drugačna. Ko je Karči naslednjič videl svojo mamo, je bil star 50 let. Le medlo se spomnim lepe gospe, ki je prišla na obisk svojemu Karlitu in je eno poletje hodila po sosednjem vrtu. Metka, sestra, pravi, da smo iz sosedovi otroci šli na živce, ker smo se neumorno gugali na gugalnicah pred Karčijevo hišo, jaz pa se tega ne spomnim. Karči, velikega srca kot je bil, je mamo sprejel, čeprav ga je takrat zapustila. Gesta Karčeve mame, ki je pustila otroka, kaže, kako velika je morala biti stiska in kako težko je bilo preživeti na revni prekmurski zemlji. Gesta Karčija pa kaže veličino prekmurskega srca, ki ga ne more doseči slaba misel in za večno ostaja radodarno. Ta radodarnost Prekmurcev je še danes prisotna, ko je vsega dovolj. Prekmurci ničesar ne zadržijo zase, poklonijo, kar lahko, poklonijo, ne da bi kadarkoli in karkoli pričakovali v zameno. Prekmurci znajo dati samo na tak način.
Meni sta Karči in Olga za poroko podarila servis iz porcelana Žolnaj. To je zelo znana znamka madžarskega porcelana, ki ga že od leta 1853 izdelujejo v mestu Peč. Na mojem nekoliko rumenkastem porcelanu so naslikani metuljčki in cvetlice, ki dajejo kičastim krožnikom in kavnim skodelicam pridih veselosti in razigranosti. Prav vesela sem, da sem za darilo dobila neko stvar in ne denarja. Slednjega bi že zdavnaj porabila in z njim ured pozabila na darovalca. Kadarkoli pa zdaj postrežem torto Esterhazy na krožničkih Žolnaj, zaživita podobi Karčja in Olge in zavem se, kako rada sem jo imela. Ja, Karč je svojo mamo spoznal pri 50 letih. Kako je pa njegova mama sprejela takrat Olgo, oziroma kako je Olga sprejela njegovo mamo? Jaz sem bila zelo majhna, ko se je to zgodilo, tako da se ne spomnim prav dobro, ampak vem, da smo tisto poletje veliko kuhali, naučili smo se nekih novih receptov iz Argentine in mama je bila pravzaprav vesela, ko je videla svojega Karlita, da ima partnerico, ki ga ljubi, ki ga spoštuje, otrok nista imela. In tudi Olga je mamo sprejela, kot da je to nekaj povsem običajnega. Kar pa ne preseneča, saj sta obe Prekmurke. Kot sem rekla, prekmursko srce je široko, tako kot je široka ravnica. Kakšen odnos pa je bil to? Pravim, da sem bila premehna, da ne vem. Jaz sem samo spomnim, te gospe imela tako visoko frizuro, bila je drugačna od nas, govorila neko popačeno prekmurščino, ki je nismo čisto razumeli, ampak mi so se radi. Pravite tudi, da so Prekmurci do danes ostali radodarni. Izvira ta slovenska pregovorna radodarnost iz Prekmurja? Ja, mislim, da vsi Prekmurci niso radodarni, a ne? Prekmurci so malce bolj, jaz mislim, to je moje osebno mnenje, da tvojo radodarnost in tvoj značaj določa tudi narava. Če si ti na neki ravnici, če si na morju, to so ljudje, ki imajo pred sebo širino, širjavo in tudi misel mi tako teče in si lahko radodaren. Če si pa ti v nekem grabnu, v neki globeli, kjer je narava trda, ko še sam nimaš, težko dati. In mislim, da tam so ljudje veliko bolj varčni v dolinah in kotlinah. Poglejte, to bo tudi profesorica Ljubneča vedela, vsi ti dialekti, ki so v kotlinah, imajo skrajšane vokale. Šparajo, kjer se da. A ne? Poglejte Poljansko dolino, kako šparajo. Moja tašča je možno namesto Brana rekla Brankočk, Petk, a ne? Ker je bila v majhni dolini noter. A ne? Mi pa rečemo Branko, na dolgo. Živimo ne na zadnje v časi, kjer je treba šparati, tako da morda bodo ti dialekti sedaj prišli prav. Verjetno. Spoštovane, spoštovani, zdaj pa, če se strinjate s tem, ostal bi še v Prekmurju, iskreno ga premalo poznam, ampak moramo se žal odpeljati od ravnic do kotline, do Matejine stare mame Cecilije in dogajanja v tem mestu. Izvolite. Stara mama Cecilija je bila 6 let starejša od starega ata. Sprva ji je bilo namenjeno, da bo kuharica svojemu bratrancu duhovniku, a nekdanji škof Jeglič ji je priskrbel službo pri gospe Heleni Vurnik. Če bi se služba stare mame dogajala na gradu ali dvorcu, bi jo lahko poimenovali Spletična, ker pa je česala, umivala in še na druge načine skrbela za gospo Vurnikovo v navadni hiši, je bila verjetno hišna. Kadar si je gospa Vurnikova kupila nove čevlje, jih je stara mama morala najprej razhoditi, da gospe bog ne daj niso tiščali in užulili. Tudi kasneje, ko se stara mama ni več pisala Mikl, ampak Seliškar, je družina prijateljevala z Vurniki in arhitekt Ivan Vurnik je bil krstni boter mojemu stricu Niku, prav tako arhitektu. Helena Vurnik je po maminih besedah Ivan Venomer ogovarjal z gospo in ki je bila bolj sitna kot ne, pa je k Seliškarjevim med drugim zahajala tudi po motive za slikanje. Šele nedavno ob retrospektivni razstavi o Heleni Vurnik v Narodni galeriji Slovenije sem od mame izvedela, da sta bili skupaj z mojo staro mamo Helenin model za sliko Marije z otrokom. Stara mama je pozirala v vlogi Marije, Jezus pa ni bil nihče drug kot naša babi. Kar težko si predstavljam staro mamo, da se je utrgala od štedilnika in vrta ter pozirala kot Marija. Verjetno je prepričala tema slikarije, saj je bila stara mama zelo verna in v tesni navezi s takratnim trnovskim župnikom Franom Saleškim Finžgarjem.
Ja, zakonca in umetnika Vurnik, škof Anton Bonaventura Jeglič, župnik in pisatelj Franc Aleški Finžgar, pisatelj Tone Seliškar, ne nazadnje tudi mojster Plečnik, Jože Plečnik. Cela plejada umetnikov in vplivnih ljudi je povezana z vašo ljubljansko rodbino. Vse naštete bežno omenite, pa se je vašim prednikom kdo še posebej vtisnil v spomin? Kolikor vem, so vedno zelo spoštljivi o gospodu, torej mojstru Plečniku in Vurniku. Vurniku, kot sem povedala, je bil boter mojemu stricu Niku, čeprav bi najprej moral biti boter njegov sin Niko, ki pa so ga potem Italijani pred Moderno galerijo ustrelili in tako je potem gospod Ivan Vurnik prevzel to botrstvo, ime ima pa stric Niko, njegove hčerke so danes tukaj, pa ima prav po sinu Ivana Vurnika. Kakšni pa so recimo, kakšen konkreten spomin opisujete seveda noter o Jožetu Plečniku? Ja, potem so bili še drugi, recimo moj stari oče je bil sošolec od Edvarda Kardelja. To sem izvedela kasneje, ko je moja mama se spomni potem, ko kaj prebere šele, kaj bi povedala. In je povedala, da je bil, torej v osnovni šoli sta bila sošolca in potem je stari oče bil stavbenik, je šel na gradbeno, Edvard Kardelj je šel na učiteljišče in potem že po vojni, se stari oče baje z mopedom nekje vozil tukaj pri Tobačni, na kar mimo njega pripelje črn Mercedes, okno navzdol in stari oče vidi, Edvarda Kardelja pravi, o, Edi! In je rekel, Jože, zate sem tovariš Kardelj. In je bilo konc osnovnošolskega prijateljstva, no taka mala anekdotica. Potem nimam pa samo po mamini liniji, torej nekih takih zgodb, ampak tudi od moža mama, Leonca, partizanka, je sorodnica Edija Šelhausa, ki je naredil veliko fotografij mojega moža, ko je bil še mlajši, pa tudi v svojem ateljeju je delal partizanske fotografije in stara mama je kot 17-18-letna delala v tem ateljeju v Loki, ne v Škofji, ampak v Loki, in je videla, kako Nemci po nekih smeteh gledajo filme, tam so bili pa tudi partizanski filmi, ne samo za Nemce, in v isti minuti se je morala odločiti in je pobegnila v partizane, se pravi, v enem trenutku se ti življenje sesuje, ker veš, da pridejo pote in je morala pobegniti. Tako da Šelhaus, potem smo imeli pa tudi sicer še po očetovi družini, recimo prvi prekmurski akademski slikar je Ludvik Vrečič, ki je moj daljni stric. Potem, enkrat je bil pri nas Titov sin na obisku, takrat sem bila majhna in to se mi je zdelo, kada si košarkaš pa vidiš Jordana, recimo, ampak A z Jordanom pa se niste nikoli srečali? Ne, z Jordanom se nisem nikoli srečala, bila je pa pri nas. Aha, imam pa zdaj še eno zgodbo. Pri nas je bila pa tudi Alina Kabajeva, to je olimpijska prvakinja v ritmični gimnastiki in zdaj ljubica Putina, z njim ima otroke in takrat je moja hči Hana tudi trenila ritmično gimnastiko in Kabajeva se je zelo zaželela njeno kapo, ki je bila narejena tako na dinozaura, če bi jo dala in je Hana rekla, ne, ne dam. Tako da Kabajeva še zdaj nima kape dinozaura iz Slovenije. Vprašama z angleško kraljico, ste imeli tudi morda kakšen stik? Ne še. Ne še. Ne hote oziroma hote ste mi... To imam še veliko časa, glejte, kako ona živi. Ne hote oziroma hote ste mi že odgovorili na naslednje vprašanje, ampak nič ne de, ugledni priimki so vas zaznamovali tudi v študentskih letih, kar ni toliko časa nazaj, kot smo že prej dejali. Pred korono. Tako, natančne informacije pa bomo sedaj izvedeli v naslednjem odlomku. Ob ponedeljkih zjutraj smo imeli predavanja pri profesorju Kmeclu. Še vedno mislim, da Matjaž Kmecel govori najlepšo slovenščino. Njegove besede so bile izbrane besede, ki so v sebi nosile toplino. In obenem so bile akademske besede, ki nikoli niso zapadle v spakedranščino, kot bi jih denimo lahko kritiziral Montaigne. Predvsem pa je iz njegovih ust prišlo milijon informacij o književnikih. Vse, kar smo se v gimnaziji naučili, je pri profesorju Kmeclu dobilo smisel in postalo živo. Spomnim se, kako sem se zgrozila, ko sem izvedela, da je Josip Jurčič na Dunaju lačen in reven pogosto spal v vežah hiš. To ni bil več Jurčič iz gimnazije, ki je napisal prvi slovenski roman
Čigara rjavo-bela slika z rojstno hišo je bila v albumu slovenskih pesnikov in pisateljev. To je bil človek v stiski. In ne samo Jurčič, vse podobe iz istega albuma, vsi književniki, v katerih sem do takrat imela imaginarne predstave, so pri profesorju Kmeclu kar naenkrat postali ljudje. Ja, o profesorju Kmeclu govorite z občudovanjem, hkrati pa priznate, da je vaše romantične predstave o ključnih slovenskih pisateljih porušil. Večkrat ste dobili priznanje za vaše nadpovprečno pedagoško delo, tako da mislim, da si zasluži tukaj tudi en aplavz. Tako da mislim, da ste tukaj tudi pravi naslov, da vprašam kratko vprašanje. Kdo je po vašem učitelj z veliko začetnico? Ta, ki je predan svojemu poklicu, ker je to zanj poklic, beruf, nekaj te pokliče in to počneš s srcem. Predvsem je pa to učitelj, ki da nekaj več, zato nekaj, zaradi česar se potem njegov študent v tem primeru spremeni. Jaz, na primer, imam vaje iz nemščine in pri neki nemški slovnici težko nekaj dodatnega daš. Ampak, zakaj ne bi, na primer, germanske mitologije obogatil s tem, da poslušajo Wagnerja in Valkire, da poslušajo Immigrant Song in Led Zeppelin? Torej, vedno jih moraš motivirati, da potem vidijo, da ne stoji književnost ali pa da ne stoji jezik sam zase, temveč da je vse povezano, filozofija in glasba in torej za vse jih moraš motivirati. Ti jim ponudiš nekaj, ali pa recimo Brecht, kaj se čemo učiti o Brechtu, nanizaš neke podatke. Potem pa prebereš pesem Otroški križarski pohod, ko jokam, ko berem to pesem in potem se vsaj 3,5 ure oglasijo, kje jo najdem. To sem jaz večkrat iskal, ja. To se spomnim enkrat, ko ste nam prebrali, ko ste se jokali, mi pa z vami smo počeli. No, vidite, to je ta prekmurska srce. Spet smo pri solzah. Solze so lahko nekaj dobrega, saj solze niso nekaj slabega, ne? Tako. Ampak, a je morda tudi bistvo dobrega učitelja v tem, kot v vašem primeru Kmecel, da poruši neke temelje otroštva in iz teh temeljev, iz teh ruševin sestavi, zgradi novega, odraslega človeka? Zagotovo. To je sicer težko, ker te, kot bi rekli, prizemlji, ampak mene je to spodbudilo, da sem potem začela še raziskovati Jurčiča, kaj vse je še počel, razen tega, da je posedal po vežah lačen. Tako da to je bilo samo dobro. Ampak, ko gledate danes nove generacije učiteljev, pedagogov nasploh, še prihajajo Kmecli, Ahaci, Koreni in tako naprej? Jaz mislim, da jih nekaj sedi tukaj. In da na filozofski fakulteti, vsaj jaz imam tako izkušnjo, so profesori, ki so taki, ki želijo spremeniti ne osebnost, ampak ki želijo spremeniti pogled na svet in ki želijo vzgojiti človeka, ki bo razmišljal z lastno glavo. Dobro, potem pa predlagam, da slišimo še naš zadnji današnji odlomek iz knjige, pa se potem še na kratko pogovorimo. To je pa zdaj v mojem možu Branetu. Ko me je Brane prvič obiskal v mojem študentskem stanovanju, sem hotela nanj narediti kar najboljši vtis. V kopalnici sem na obešalnik obesila belo srajčko tako, da se je že oddaleč videl napis Made in Italy. Naj vidi doktor, ki jaz kupujem garderobo. Nisem jaz navlečena sam na avstrijsko Radgono, ne, jaz nakupujem v Italiji. Brane moje italijanske zasede sploh ni opazil, pač pa je opazil, da imam katalogizirane recepte za kuhanje in peko in to je nanj naredilo tak vtis, da se je verjetno že takrat odločil, da me bo poročil. Na svatbo so prišli tudi Prekmurci. Prišel je tudi Karči z vrtankom, ki mi ga je simbolično predal z besedami, naj nikdar ne pozabim na rodno Grudo, na Prekmurje. Karči, rodne Grude ne bom pozabila. Kako le? Kajti ljubljansko barje ne more seči tako daleč do obzorja, kot lahko seže prekmurska ravnica. In ko zapiha veter v Ljubljani, to ni balatonec. In oljčno olje ne bo nikoli boljše od skakovskega bučnega. Predvsem pa govorica mimoidočih ne poboža duše, kot jo zna samo govorica tistih, ki svojim otrokom lahko rečejo, picek moj mali. V vajnem primeru z možem, ki je sicer po izobrazbi, kot ste že dejali, zdravnik, bi lahko rekli, da gre ljubezen resnično skozi želodec in ne skozi italijansko garderobo. No, kar oboje.
Gre oboje. A to se je skozi leta spremenilo potem takem? Pa ne vem. Se je bilo že od začetka. Garderoba in hrana. Oboje je pomembno. To se dobro sliši. Ste visoko izobražena oseba. Kakšno znanje pa da ljubezen mož na to družina? Kakšno znanje da? Ja, za življenje znanje, mislim tudi. Jaz mislim, da je družina... In premodrost. Ja, družina je najpomembnejše, kar v življenju človek ima, čeprav je to zadnje, po čemer sega. S tem ne mislim, da je družina oče, mama, tada. To je lahko ena oseba, tudi ni treba, da je formalno to rešeno. To je lahko tvoj otrok, to je lahko tvoj partner, to je lahko eden izmed staršev. In kot rečeno, formalnosti so za nekoga pomembne, za druge ne. In te ne določajo družino. Pri meni, ja, jaz želim zaročni prstan, želim poročni prstan in želim svatbo. Nekdo drug si pa tega ne želi, pa ima isto lahko lepo družino. Pravite, da rodne grude ne boste pozabili, da ljubljansko barje ne more seči tako daleč do obzorja kot Prekmurska ravnica in ko zapiha veter, to ni balatonec, ter da oljčno olje ne bo nikoli boljše od skakovskega bučnega. Tukaj bi sicer kot Primorc lahko še kaj dodal. To sem mislila, da boš omenil, ja. Se bova potem pogovorila. Skratka, najbrž ste v vseh teh mesecih že večkrat podživeli dogodke, ki jih opisujete v knjigi. Kako gledate danes na ta svet, ki ga opisujete v njej? Je še vedno iz škatlice vzet? Jaz mislim, da moj svet bo vedno iz škatlice vzet. Ker sem taka oseba. Jaz želim videti dobro v ljudeh, zato sem tudi prijazna, ker če si prijazen, je življenje veliko laže. In upam, da bo tako tudi ostalo. Zdaj, jaz sem sam primerjalno književnost študiral, obstaja pa, kot vemo, veliko zvrsti žanrov umetnosti. Če bi imeli priliko to knjigo pretvoriti, vašo knjigo, v drugo umetnost, v kaj bi jo adaptirali? Verjetno bi bil kakšen... Relief? Ne. Bolj mislim na dramo ali pa film, ker zlasti ti kmečki pejsaži, pa te naše igre, pa kako smo pasli krave, pa smo si ampak tudi to je beseda, pa smo si noge pogreli. To zna biti zelo humorno in mogoče nekoliko drugačne od siceršnjih filmov o Prekmurju, ki so blazno raztegnjeni, nostalgični. Meni se je dogajalo 100 na uro, ko sem bila majhna. In to bi bil lahko čist drugačen film, recimo tak, humoren in Prekmurje z druge perspektive. Kdo bi ga režiral? Kusturica, Fellini? Ne. Če bi bila drama, potem bi to bil Primož Ekart, a je še tukaj? Ja. Če bi bil pa film, pa verjetno Kukla, Katarina Rešek. Ki je trenutno zelo obetavna režiserka. Tako, in je zdaj v Kanu, tako, ja. Ja, spoštovani, mislim, da smo ugotovili nekaj, torej, da življenje ni ječa, ni nujno ječa, vsekakor pa ostaja času ni rabelj hudi. Zato se bom na tem mestu zahvalil za ta pogovor, bilo je kratko, a sladko. Mateja Gaber pa bo vsekakor še nekaj časa v bližini, tako da bo na voljo za kakšno vprašanje, pa da vas razbremenim tega vprašanja, ki bi ga sicer večkrat slišali. Knjig danes žal ni tukaj med nami, oziroma razen par. Knjige so, hvala Bogu, razprodane. Ampak 12 pa še obstaja. 12 jih že obstaja, mislim, da jih je 7 v knjigarni Nebotičnik in 2 v Konzorciju, 1 v Aleji, 1 v Kopru in 1 v Novem mestu. Bo pa po natisk kmalu, jaz sem novo tiskarko, svojo sotaščo že povabila, da je tukaj in se že pripravlja v nizkem štartu, da natisne nove knjige. Tako da nekaj izsekov smo danes lahko videli in slišali tudi tukaj, se o ozadju pogovarjali in izvedeli tudi nekaj novega. Kaj pa sama knjiga govori, pa boste seveda prebrali, ko boste dobili tudi sami svoj izvod v roke. Kot sem pa že dejal, Mateja bo pa sedaj na voljo tudi še za kakšno dodatno vprašanje, tako da le podsukajte za rokav. Imamo še kaj za dodati? Ja, predvsem vas pa zdaj vse lepo vabim na Prekmursko gibanico in na šampanček
in na to, da se podružite. Tukaj so ljudje, ki so mi zelo ljubi, iz različnih svetov, iz različnih obdobij in tako da sem zelo ganjena. Greva zdaj vse zuben, eta dojno gibanico. Malo si zemta, že je razrezana, papirja imate tuji, ki so te lejko prste brisali, muzike nega več, tisti, ki ste malo kasneje prišli, ste ne mogli čuti naše ciganske muzike, naše muzike. Tako želim vam vse dobro. Filofax forever. Hvala lepa in srečno.